Naši skupini se zdijo pomembne predvsem 3 stvari. Prva je ta, da je argumentiranje definitivno najlažje v maternem jeziku, torej v slovenščini. Druga točka je sigurno ta, da vprašanje, ali bomo govorili na debati v angleškem ali v slovenskem jeziku, ni samo vprašanje, kateri jezik izberemo, ampak gre za nek širši problem. Recimo, izpostavili smo vprašanje ravni angleščine. Kakšna raven angleščine sploh govorimo, ko se odločamo za debato v angleškem jeziku. Potem drugo vprašanje je, koliko smo ponosni na naš materni jezik, na slovenščino, ali se ga na drugi strani sramujemo. In v končni fazi bi bilo to izbira za slovenščino neko dejanje promocije našega jezika, se nam zdi na ravni Evropske unije. V zvezi s tem gre za ključno vprašanje, ki se nam postavlja je, kaj mi počnemo z našim lastnim jezikom. Torej, gre za uporaba jezika, ni samo uporaba odločitev za kateri jezik, ampak je tudi del naše lastne identitete, ker tisti jezik, ki govorimo, tisti mislim. Ja, ker prek jezika se mi namreč identificiramo. Mi smo bili rojeni v ta jezik in v tem jeziku se počutimo doma. Zato je pomembno, da se najprej naučimo govoriti dobro ta jezik in z njim tudi tekmujemo na javnih tekmovanjih. V angleščini komunicira že pravzaprav v svet in v tem ni nobene originalnosti. No, ne vem, zakaj je takšna zaskrbljenost za slovenščino. Slovenščina je vendarle pravno in formalno enakovredna z drugimi jeziki v državah, ki so članice Evropske unije. Tudi veliko drugih ljudi se zanima za slovenščino, ima tudi veliko govorcev in tudi nasploh v takšnih razmerah, kot se sedaj razvija slovenščina, se ni prej še nikoli, tako da ni razloga za skrb. Ne razumem, zakaj bi v takih razmerah govorili o ogroženosti slovenščine. Res, pomembno, da je znamo, ampak pomembno pa se mi zdi tudi, da se naučimo še kakšnega tujega jezika. Saj ne, nazadnje smo tudi v Evropski uniji in ne moremo se zapirati samo v svoj vrtiček. Mi menimo, da ne gre za zapiranje v svoj lastni vrtiček, ampak za neko simbolno dejanje. S tem, ko se mi udeležimo debate v slovenskem jeziku, je normalno, da damo tudi neko sporočilo na simbolni ravni. Naj dam recimo en primer. Zadnjič sem prebral, da je Berlusconi, predsednik italijanske vlade, dal svojim političnim kolegom navodilo oziroma predlog, ne vem točno, kako se je izrazil, da se ne udeležujejo sestankov, na katerih ne bi bilo papirjev v italijanskem jeziku oziroma prevodov in tako naprej. Vem, da so Nemci sprejeli enako odločitev, namreč da se ne udeležujejo sestankov, ki niso prevajani. Na drugi strani pa imamo tako imenovane nove članice oziroma članice, katerih jeziki niso veliki in se, kot da bi se sramovali uporabe lastnih jezikov. Zdi se nam, da se to ne dogaja samo na evropskih institucijah, recimo v parlamentu, ampak tudi na univerzah, ko se uporaba domačih maternih jezikov zamenjuje z uporabo angleščine, ki pa konec koncev ni neka pravilna angleščina, ampak gre za neko globalno angleščino, katere nivo je vprašljiv. Sicer pa je tudi gre za praktično vprašanje. Če mi izberemo debato v angleščini, bo naša sposobnost argumentirana bistveno zmanjšana, ker jasno je, da če tudi znamo govoriti angleški jezik, ne znamo tako dobro argumentirati, kakor bi to naredili recimo Angleži ali pa Američani. Prednost razpravljanja v maternem jeziku vidim tudi v tem, da ta jezik najbolje poznamo, da najlažje izražamo svoje misli, ker ga pač najpogosteje uporabljamo. Ja, znanje tujega jezika, to je gesta dobrega gosta, ampak ko pride do vsebinskih vprašanj, pač angleščina ni več tako primerna. Ja. Zato mislim, da lahko veliko lažje in bolje govorimo v maternem jeziku. No, mi še vedno zatrjujemo, da je slovenščina trenutno v razcvetu in da ni razloga za skrb. Ne vem, če smo že kdaj poprej imeli toliko literature in revij v slovenščini, kot imamo danes. Res je, da je strokovni jezik toliko bolj na udaru, ampak to je samo en segment in glede tega ni panike. Ja, seveda, in če ne bomo prilagodljivi, gibčni, moderni, ne bomo preživeli v tej vse bolj angleško naravnani globalnosti. Pač, svobodni smo in po svoji volji lahko izbiramo, kako bomo govorili.
Ja, se strinjam, gibčni, moderni, kakor praviš, vendar sprašujem se, kaj dejansko pomeni biti modern. Mogoče to, da vse povprek uporabljamo neko splošno globalno angleščino, pa imamo na drugi strani vsak mesec, vsak teden jezike, ki na svetu izginjajo zaradi tega, ker nimajo več svojih govorcev. Dobro, ne želim radikalizirati, vendar se mi zdi, da lahko Slovenci zapademo v ta proces izginjanja jezika, ker namreč nismo dovolj ponosni na svoj jezik in na to, da ga uporabljamo tudi v mednarodnih krogih. To je res. Zaradi tega, ker to splošno prepričanje, da vsi, kar znamo slovensko, pač ni res. Lahko ste pozorni, kako govorijo naši politiki v parlamentu, kako se piše pisni izdelki, kakšna so navodila za uporabo in boste videli, kako malomarno so včasih napisana. In potem je tukaj še ta logika, da bi mogli vsi pisati v tujih jezikih, če hočemo napredovati. Mi lahko prosim povete, kako pa vi gledate na ta problem? No, to, kar sta povedala vidva, je že del širšega problema. In niti ni toliko povezano z vprašanjem, ali nas se vpišemo v debatni klub v angleščini ali v slovenščini. Ko smo se vpisovali, nismo tako globalno razmišljali o tem problemu. Čeprav ste nas nekoliko prepričali, no, in se strinjava glede tega, in da če nekoliko pogledamo na jezik, ne samo kot na sredstvo za sporazumevanje, temveč tudi na sredstvo, ki je v bistvu temelj naše identitete, je tudi bistvenega pomena, da ga obvladamo in da se tudi samega maternega jezika naučimo. Torej se bomo najprej udeležili debatnega kluba v slovenščini, da se preizkusimo v maternem jeziku in nato še v angleščini.